Čudovito dobro jutro vam želim. Obljubil sem vam, da vam bom predstavil eno zadevo, in sicer kako sem svoje slabe razvade spremenil v dobičkonosen posel in seveda kako lahko to storite tudi vi. Za ta primer bom uporabil eno tako finančno poročilo, ki ga uporabljam tudi za vodenje svojih lastnih financ, vodenje društvenih financ in pa seveda za poučevanje ljudi o denarju. Sicer dobro se vsi zavedamo, da imamo na eni strani, če gledamo trenutek, ko se zaposlimo, nek prihodek, seveda imamo tudi neke odhodke. To je nekako normalno za večino ljudi, medtem ko ne vidimo tistega dela, kjer imamo neke sredstva in pa neke obveznosti do nečesa. Vendar o tem danes ne bomo govorili, kaj pomeni, vemo, kaj so prihodki, vemo, kaj so odhodki. Sredstva so tisto, kar nam neka stvar, ki nam prinaša denar v žep, obveznosti pa pač nekaj, kar nam ga skozi odhodke odnaša iz našega žepa, in to je čisto preprosto povedano. Seveda, če se mi zaposlimo, imamo neko službo, služba nam prinaša nek določen denar, ta denar seveda potem gre skozi odhodke iz naših žepov ven, to je pri večini ljudi, in ti odhodki so od davkov, prispevkov naprej do vseh stroškov, ki jih pač imamo. Zdaj imamo neke stroške, ki so potrebni, in pa tisti, ki so nepotrebni. In moja slaba razvada v preteklosti je bila, da sem potem, ko smo zaključili z delom, za službo, velikokrat z kolegi, sodelavci, prijatelji šli v kafič, gostilno, restavracijo, kakorkoli, in seveda tam je bil minimum, kar je bil vsak dan nekje 2 pivi, pa ena kavica, v skupnem znesku bi danes to rekli nekje 5 evrov na dan, in če to pomnožimo z 30 dnevi na mesec, pridemo na eno cifro, ki govori o 150 evrih. Zdaj, kaj se s tem denarjem zgodi? Nič drugo kot kaj smo naredili, mogoče smo se malo boljše počutili, se malo pozabavali, in to je bilo to, oziroma boljše počutili v tistem trenutku, malo pozabavali, kakšno rekli ali pa skregali, vseeno, in puf, tega denarja več ni bilo. In tako sem se nekako leta 2012, oziroma že bi rekel prej z letom 2007, začel spoznavati z določenimi poslovnimi modeli, ki niso tradicionalni poslovni modeli, in leta 2012 sem sprejel eno zelo zanimivo odločitev zase, za svoje zdravje in pa za okolico okoli mene, in sem rekel, ok, tole bomo prečrtali, ne bomo več hodili na pivo, ne bomo več pili kavic vsak dan, in bomo ta denar, ki ga tukaj le vržemo v stran, namenili za poslovno priložnost in pa za izdelke za zdravje v isti vrednosti 150 evrov. In kaj sem s tem naredil? Dejansko sem s tem naredil to, da nisem na eni strani izgubil čisto nič, na drugi strani sem pa veliko pridobil, kajti ta poslovna priložnost po določenem času, seveda, če delaš, začne prinašati denar v tvoj stolpec z prihodki, in naredil si veliko več, kot pa če bi hodil samo v službo in imel neke stroške in odhodke. Tako da sem svojo slabo razvado, torej 2 pivi, 1 kavico na dan, spremenil v poslovno priložnost in pa v izdelke za zdravje, in v zadnjih 8 letih niti enkrat nisem obiskal zdravnika zaradi kakršnekoli bolezni ali zdravstvene težave. To je torej to. Zdaj, velikokrat me seveda ljudje sprašujejo pri moji poslovni priložnosti, kdo je naša konkurenca. Glejte, jaz nimam pojma, kdo je naša konkurenca. Smo kaj boljši od naše konkurence? Ne vem, zakaj bi bili pa boljši od naše konkurence? V nobenem pogledu nismo. In seveda, ko me nekdo vpraša, zakaj bi se pa mi pridružil za sodelovanje, vam lahko povem samo to, zato ker je to delo, ki ga opravljamo z našo ekipo, dosti boljše, kot je delo, ki smo ga opravljali pred določenim časom, in je to delo dosti boljše od dela, ki ga nekoč bo to delo dosti boljše od dela, ki ga upravljamo danes. Vsak dan se mi zbujamo z neko idejo in počnemo naše stvari zato, da navdihujemo ljudi, da začnejo početi stvari, ki bodo navdihovale njih. Zdaj, ali smo boljši od konkurence ali nismo boljši od konkurence, to je odvisno od vas. Torej, če vi verjamete, da mi verjamemo, da so stvari, ki jih počnemo in da pomagajo vam, potem smo zagotovo boljši.
Če pa vi tega ne verjamete, potem pa v nobenem primeru nismo boljši. Cilj, ki ga imamo, je sodelovanje z ljudmi, ki verjamejo, da tudi mi verjamemo, in tako lahko uspemo vsi. Želimo si biti z ljudmi, s katerimi si bomo stali z ramo ob rami in stremeli k istim ciljem. Ne želimo pa imeti ob sebi ljudi ali pa sodelovati s tistimi, tako da bomo sedeli en naproti drugemu na mizi in iskali en proti drugemu boljšo kupčijo. Zato, ker stvari, ki jih počnemo z določenim namenom in s namenom, da izpolnimo svoje poslanstvo, ki smo si ga zadali. To pa je izboljšanje življenja ljudi povsod po svetu. Zdaj, kaj lahko vi storite? Prva stvar, ki lahko storite, je to, da naredite nič, pustite vse tako, kot je, in če ste zadovoljni z življenjem, kot ga imate, seveda vam čestitam, to je to. Lahko pa vzamete tudi, če niste zadovoljni z življenjem, seveda, in z načinom, kako danes zaslužite denar, kako vas tretirajo v službi in imate vsega vrh glave in tako dalje, pa vzamete stvari v svoje roke, me kontaktirate in se nam pridružite in vam seveda tudi pomagam. Zdaj, za več informacij sem vam na voljo preko elektronske pošte info@bogati.si ali pa na moj FB strani, torej tam na Messengerju. In seveda, kakorkoli ste se vi odločili, jaz vam čestitam, ker ste sprejeli pravilno odločitev zase. In imejte življenje polno radosti in veselja. Še enkrat vam želim čudovito življenje, bodite lepo in fajn se imejte. Če pa želite, pa se nam pridružite in pomagali vam bomo doseči tudi tisto, kar ste mogoče nekoč sanjali in ste pozabili, da ste sanjali in lahko uresničite. Svet je poln priložnosti, le odpreti se moramo in jih privabiti k sebi. Čau, čau!